Opozorilo za poslušalce. Podcast, ki ga poslušate, je informativne narave in ne predstavlja investicijskega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati investicijskih ciljev, finančne situacije in potreb posameznega poslušalca. V zadnjem času se vsi pogovarjamo o metaversu. Metavers je tema različnih prispevkov, objav na internetu in seveda podcastov. Vsi razmišljajo, kaj je to metavers? Kakšen vpliv bi lahko v prihodnje imel na svet? Kdaj se bo to zgodilo oziroma kaj potrebujemo za nadaljnji razvoj? In ravno o tem se bomo danes pogovarjali. Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Danes smo ponovno z vami, Aleksander, Matjaž in jaz, Klara. Večina ljudi je zagotovo prvič slišala o konceptu metaverza lansko leto, ko je Mark Zuckerberg preimenoval podjetje Facebook v Meta Platforms. No, od takrat se je zanimanje za metaverze močno povišalo. Tako se je pogostost iskanja beseda metaverz v iskalniku Google povzpelo na 100, kar je najvišja možna raven. Zanimanje za to besedo strani uporabnikov iskalnika Google se je sicer relativno hitro zmanjšalo, je pa še vedno opazno višje povpraševanje, kot je bilo v prejšnjih letih. Toda je več kot očitno, da Mark Zuckerberg verjame, da se prihodnost njegovega podjetja nahaja v metaverzu. Z tega vidika je tudi zaradi tega bolj razumljiva odločitev Meta Platforms, da bo poslovanje poslovne enote Reality Labs prikazano ločeno. No in ravno tukaj razvijajo tehnologije in opremo za razvoj metaverza. Meta Platforms pa je tudi sporočila, da je leta 2021 namenila za razvoj metaverza kar 10 milijard ameriških dolarjev. Res zanimanje za besedo metavers, oziroma za razumevanje koncepta metavers se je v zadnjih mesecih zelo povečalo. V zadnjem času je bilo moč opaziti tudi večje zanimanje strani predstavnikov različnih podjetij in finančnih analitikov. Bolj pogosto so začeli uporabljati besedo metavers v uradni komunikaciji. 717 krat, tolikokrat je bila v zadnjem četrtletju lanskega leta, po podatkih Bloomberga, beseda metavers omenjena v različnih uradnih predstavitvah podjetij, vprašanjih analitikov in odgovorih predstavnikov podjetij. In za primerjavo, leto prej je bila beseda metavers uporabljena samo 4-krat. Večja pozornost strani podjetij je razumljiva, če upoštevamo, kako veliko priložnost lahko v naslednjih letih predstavlja metavers. Po Bloombergovih ocenah, prihodki podjetij, ki poslujejo na področju metaversa, lahko leta 2024 predstavljajo 783 milijard ameriških dolarjev. Za primerjavo, v letu 2020 so znašali prihodki iz naslova metaversa 488 milijard ameriških dolarjev, torej skoraj 300 milijard manj. Analitike ameriške banke Goldman Sachs ocenjujejo, da lahko razvoj na področju metaversa v naslednjih 20 letih rezultira v trgu, ki je vreden od 2,5 do 12,5 bilijonov ameriških dolarjev, odvisno od deleža metaversa v digitalni ekonomiji in stopenj rasti digitalni ekonomiji. Po ocenah analitike druge ameriške investicijske družbe, Alliance Bernstein, prihodki na področju metaversa lahko znašajo več kot 2 bilijona ameriških dolarjev. Skratka, potencialne priložnosti na področju metaversa so zagotovo izjemno velike. Zato je zelo pomembno, da poskušamo razumeti metavers in odgovoriti na ključno vprašanje, kje in kako lahko učinkovito investiramo v razvoj in podjetja, ki delajo na metaversu. Pri tem nam bo pomagal eden od najbolj izkušenih upravljavcev premoženja v Sloveniji, Radivoj Pregelj. Radivoj živi v svetu investiranja že 2 desetletji. V tem času je preživel velik pok dotcom mehurčka, veliko recesijo in veliko pandemijo COVID-19. Izkušnje, ki jih ima, so neprecenljive in smo prepričani, da nam bodo pomagale pri razumevanju metaversa. Radivoj, zdravo. Hvala, da si danes z nami.
Pozdravljeni tudi z moje strani. Radivoj, pozdravljen. Zdravo, Radivoj. Živijo. No, zdaj na začetku, da definiramo, kaj točno je metavers. No, za mene to pomeni nekako eno tak digitalni novi svet, kjer se bodo lahko posamezniki družili, igrali igre, obiskovali koncerte, delali, potem se bo optimizirali delovni procesi, hitrejši bodo postopki v inženirstvu, v zdravstvu. Tako da se mi zdi, da bo vzpostavljen totalno nov koncept vsakdanjika. Zame je metavers svet oziroma vesolje medsebojno povezanih svetov, med katerimi je prehod tako enostaven kot klik na povezavo. Mislim, da bo meja koncepta metaversa, meja naše domišljije in imam velika pričakovanja za metavers. Meni pa se zdi, da je bolj pravilno vprašanje, kaj metavers bi lahko bil in ne vprašanje, kaj je metavers. Jaz mislim, da je metavers še vedno v fazi razvoja. Po mojem mnenju, v zaključni fazi svojega razvoja bo metavers ponujal neomejenemu številu uporabnikov, oblikovanje različnih digitalnih avatarjev in dostop do neskončnega števila medsebojno povezanih, interaktivnih, tridimenzionalnih virtualnih okolij, za vsako izmed katerih bo značilno upodabljanje v realnem času. Teoretično, če nam bo omogočila tehnologija, bomo v metaversu počeli vse, kar lahko počnemo v realnem svetu in veliko, veliko več. Radivoj, kako pa ti vidiš metavers, oziroma kaj bi rad, da metavers postane? Jaz mislim, da metavers je neka stvar, ki bo v bistvu predvsem povezovala ljudi. Da bojo na drugačen način komunicirali in da bojo nasprotno, kakor se zdaj razmišlja, še bolj povezani med sabo, še bolj komunicirali, se bolj čutili, bolj razumeli in še posebej, da jim bo življenje lažje, da bojo lažje opravljali vsakdanje stvari, službene stvari, se zabavali, igrali, rekreirali, izobraževali. Tako da jaz v bistvu imam tudi zelo velika pričakovanja, kaj bo. V bistvu pred nami jaz mislim, da je še veliko razvoja, dosti je bilo že razvitega, ampak pustimo se presenetiti. Nekako si že omenil, na kaj bo vplival metavers. Jaz mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, zakaj bo metavers pomemben. Konec koncev ocene so zelo optimistične, veliko podjetij povezuje svojo prihodnost s metaversom. Zato se mi zdi pomembno, da se za trenutek ustavimo in razmislimo, kaj vse lahko spremeni metavers, zakaj bo pomemben. Jaz mislim, da metavers bo zelo disruptiven, da v tem trenutku si še težko predstavljamo, na kaj vse bo vplival, ampak že sedaj je jasno tista področja, kjer bo verjetno imel največ vplivanja. Prvi tak del sigurno je služba. Zdaj smo videli ob koroni, kako so se zaprla gospodarstva, kako smo komunicirali prek Zooma, prek Teamsov, in videli, da v bistvu niti ni tako težko komunicirati prek teh poti. Metavers bo v bistvu to samo še olajšal. Naredil bo vso stvar bolj domačo. Jaz pričakujem, da bomo tle lažje komunicirali, lažje se razumeli, lažje prikazovali stvari. Tako da na koncu konca jaz mislim, da bo to res olajšalo našo interakcijo. Naprimer, vemo, da tudi v koroni dosti ljudi je delalo od doma, in je težko komunicirati z različnih koncev. Nekdo je, v Ljubljani, nekdo v Novi Gorici, nekdo tretji je v Kranjski Gori, zdaj pa lahko ne samo prek Teamsov pridejo skupaj, prišli bodo tudi prek metaversa, ampak na drugačen način, bolj popoln, več stvari se bo dalo narediti. In to je samo en segment služba. Tukaj imamo še veliko več drugih. Niso tukaj samo igrce. V bistvu je tudi preživljanje prostega časa. Igranje, rekreiranje, šport, potovanja, nenazadnje koncerti, gledanje televizije in razne druge aktivnosti.
In če se v bistvu posvetimo še kakšni podskupini, naprimer kukar izobraževanje, lahko vidimo, da to ima res zelo velike vplive tudi na vsakdanje življenje. V bistvu mi se bomo lahko prek metaversa tako izobraževali, bolj popolno, imeli učitelje na drugačen način, že zdaj se vidi, kam lahko gredo vse te spremembe. Koliko že govorimo samo o pozitivnih lastnostih metaverza, pa treba tudi izpostaviti potencialne slabe lastnosti metaverza. In zdaj ena od teh so seveda lahko nadlegovanja, napadi, ustrahovanja, sovražni govor. In zdaj tle je v bistvu, ko se moramo vprašati, kako bojo to nadzorovali. Moje mnenje podam, jaz nisem tako črnogled glede tega. Skozi zgodovino v bistvu opazujemo, da človeštvo je samo napredovalo. Zmeraj je bil nek strah pred neko novo tehnologijo, ampak ko se je pojavila nova tehnologija, ko se je odgovorilo na nekaj takih ključnih vprašanj, je človeštvo naredilo korak naprej. In verjamem, da bo isto tudi pri metaversu. Jaz mislim, da tudi s uporabo umetne inteligence se bo taka, bom rekel, tveganja ustrezno odgovorilo na njih in da v bistvu na koncu bo prišlo nekaj, kar bo bolj etično, bolj moralno, ki bo bolj povezovalo ljudi. Seveda se bojo pa zmeraj pojavljala določena vprašanja, ker pač potrebno bo sam jih nasloviti in jaz trdno verjamem, da ti akterji bodo na to odgovorili. Jaz se strinjam. Jaz mislim, da če se bo pojavil želje strani podjetij, ki bodo aktivno na področju metaversa, potem bomo znali rešiti ta problem. Konec koncev so že podjetja, ki razmišljajo, kako bi ocenjevali obnašanje uporabnikov različnih platform, s tem, da bi bilo mogoče prinašati ocene obnašanja z ene platforme na drugo. Kaj bo to pomenilo v prihodnje? Ja, teoretično to, da nekdo, ki se grdo obnaša na Facebooku, ne bo kaznovan samo na Facebooku. Bo kaznovan tudi na drugih platformah, zato ker bodo vsi operaterji platform vedeli, kaj je naredil na eni drugi platformi. Tako da to neodgovorno obnašanje bo kaznovano zelo hitro. Moje osebno mnenje je tako in jaz ostajam optimist. Meni ne skrbi ta problem. Ja, in če že govorimo o potencialu, o pomembnosti metaversa, nekateri pravijo, da je to dejansko naslednja faza v razvoju interneta. Mark Zuckerberg je v pogovoru z Benom Thompsonom, ustanoviteljem bloga Stratekerje, primerjal pomen pojava metaversa s pojavom mobilnega interneta. In tudi Goldman Sachs, ki sem ga že prej omenil, ko ocenjuje potencial metaversa, primerja s hitrostjo razvoja mobilnega interneta. In ko se je pojavil mobilni internet, smo bili priča pojavu novih poslovnih modelov in podjetij, velikih sprememb pri vedenju potrošnikov, konec koncev Meta Platforms, vprašanje, če bi lahko bilo to podjetje tako veliko, kot je zdaj, brez mobilnega interneta. In še vedno se mi zdi, da je mogoče s tem, ko primerjamo metavers s mobilnim internetom, mogoče celo podcenjujemo potencial metaversa. Jaz mislim, da bo precej večji kot mobilni internet. Bi se kaj strinjal? Sicer, ko pogledamo, kje smo, potrebno je povedati, da razvoj metaversa, na tem se dela že več kot 10 let. Zdaj različno se ocenjuje, koliko bo še potrebnega, mogoče 5, mogoče 10 let, ne? Ampak se strinjam s tabo. Po eni strani je bil prehod iz navadnih telefonov, mobilnih telefonov v pametne telefone lažji, saj na prvi pogled zgleda lažji in tukaj ne bo mogoče tako gladek prehod, ne? Ker vemo, da se gre tukaj večinoma za virtualno resničnost, če že ne za obogateno resničnost. Ampak vidimo, kako so delovali ljudje v koroni, ko so se zelo hitro navadili na te nove platforme, nove načine komuniciranja.
Tako da jaz mislim, da tudi tukaj razvoj bo šel zelo hitro naprej, sploh ker bodo ljudje, uporabniki videli doprinos, ki jo imajo te tehnologije, tako da bomo lahko kar presenečeni. Prav zaradi tega, ker bodo videli uporabnik prednosti, ki jih prinaša Metaverse. Radivoj, katera podjetja so zate najbolj v prednosti? Podjetja, ki so že 10 let nazaj začele razvijati Metaverse, podjetja, ki so se ravnokar lotila razvijati Metaverse, ali podjetja, ki se še bodo začele ukvarjati z razvojem Metaversa? Mogoče jaz razmišljam v tej smeri, da zame so najbolj v prednosti tista podjetja, ki se že zdaj ukvarjajo z virtualno resničnostjo. In ne mogoče tista uveljavljena podjetja, ki vstopajo šele mogoče pompozno, kot Meta Platforms oziroma Facebook. Bom rekel, podjetja ala Epic Games, Roblox in podobna, ki so že več let delajo v virtualni resničnosti z igrami, vejo, kako se obnašajo njihovi uporabniki, imajo v bistvu socialna omrežja, ki so vzporedna tej virtualni resničnosti, v bistvu vejo, kako se uporabniki tam obnašajo, kaj delajo, na kakšen način komunicirajo. Tako da tudi malo kdo ve, naprimer, da po socialnem omrežju Robloxa je na dan poslanih več sporočil, kakor po WhatsAppu. Ne. To je tudi en tak pomemben podatek, ki ga malo kdo pozna. Moramo pa vedeti, ne, da vsekakor podobno, kakor je bilo po .comu, tudi tukaj bo prišla nova podjetja, ki še zdaj jih ni na trgu, ne, in bodo tudi ta nova podjetja, neki startupi, neki unikorni, pomembno vplivali na razvoj Metaversa. Prej si namignil, da podjetje Meta Platform še nima tako veliko izkušenj na področju razvoja Metaversa. Pred kratkim je Microsoft prevzel podjetje Activision za $70 milijard. Ali misliš, da bi lahko tudi Meta Platform pridobil izkušnje s prevzemom? Facebooka ne gre podcenjevati glede njihovega znanja, njihove moči, ne samo finančne in intelektualnih sposobnosti. Vemo, da zdaj se bije bitka še posebej na talentih, ne, kjer je zelo težko dobiti talente in si ti velikani kradejo med sabo. To bo tudi odločilno. Na drugi strani, če pogledam te velikane, ki so že zdaj največja podjetja, kot si omenil, v bistvu Meta Platforms oziroma Facebook, Microsoft in podobne. Meni osebno je še posebej kakšen Microsoft všeč, ker ima veliko stvari, ki govorijo, da bi lahko bil prav on tisti, ki bi najbolj oral ledino v virtualni resničnosti. Naprimer, da samo omenim nekaj, bom rekel, teh delov, na katerih dela Microsoft, ne, vidimo, ima že ta Microsoft Teams, ne, ta platforma za komunikacijo, službene namene, ne, tle lahko gre sploh v smeri, bom rekel, razvoja. Na drugi strani ima Xbox, zdaj je kupil Activision, vse v smeri ne samo pač ponujanja nekih virtualnih vsebin, ponujena tudi direktno igric, same vsebine, ki zdaj ni bila omenjena, ne. Potem nenazadnje ima tudi ta cloud, ki bo še kako pomemben, ker vemo, da tle količina podatkov je zelo velika, ne. Nenazadnje ima tudi Office, ne, in on je tisti, ki ima največ, bom rekel, predpostavk, ki jih lahko integrira v to virtualno resničnost. Vsekakor pa, bom rekel, obstaja tudi velika verjetnost, da bodo novi igralci prišli. Ko si že prej omenil Microsoft, je treba tudi izpostavljati, da veliko investicij so že namenili in tudi namenjajo v razvoj virtualnih očal. Poleg tega pa imajo že eno platformo, ki je kot en metaverse, in to je Minecraft. Tako da iz tega vidika imajo že ogromno izkušenj tudi iz tega področja in so mogoče res oni v tisti prednosti pri razvoju. Ja, se strinjam. V bistvu oni delajo že več kot 5-10 let na tem in imajo kar zelo dosti izkušenj in, kakor sem že povedal, v več smereh. Tako da tle, po mojem mnenju, je zaresno računati na njih.
ko razmišljamo o podjetjih kot so Microsoft in Meta Platforms, ki so res velika podjetja in imajo jasno izražene ambicije na področju metaversa, bi tukaj izpostavil, da ta podjetja zbirajo ključne elemente metaversa že več let. Torej, prevzemi proizvajalcev iger, prevzemi proizvajalcev virtualnih očal. To smo videli v zadnjih 5-10 letih večkrat. Mogoče o tem razmišljajo že kar precej let. Zbirajo te kocki, iz katerih bodo v enem trenutku lahko zgradili metavers. Jaz se strinjam, da Microsoft je v zelo dobrem položaju, se pa mi zdi, da tudi Meta Platforms bi lahko presenetilo. Imajo veliko resursov, finančnih, kadrovskih, intelektualnih, tako da to sigurno. Mogoče bi se navezal na tvoj komentar, v kateri smeri gremo. Ja, v bistvu smer v bistvu bo tudi določena nekako z uporabniki. Vemo, da pred korono se je veliko bolj razmišljalo o tej obogateni resničnosti in da bi metavers bil v smeri obogatene resničnosti. Zdaj pa se bolj razmišlja v smeri virtualne resničnosti, ker ljudje, uporabniki so v realnem svetu pač realni, v virtualnem pa jim ni težava imeti nek virtualno podobo, neko digitalno podobo. In v bistvu to so že sploh mlada generacija vzela za svoje. Bom rekel tako, in v 2 letih se je to kar korenito spremenilo, ta pristop, kako bo to vse delovalo v metaversu. In jaz pričakujem, da v naslednjih 2, 3, 5, 10 letih seveda bo lahko ta smer razvoja še se spremenila. Ti pač igralci metaversa vsekakor pa gledajo, kam gre trend. In trend gre, kakor sem rekel, v smeri povezovanja ljudi, v smeri, da se delajo, opravljajo stvari lažje, boljše, bolj učinkovito in to je v bistvu na koncu pomembno. In če gledamo ta trend, vidimo, kam gremo. Omenil si očala za obogateno resničnost, torej očala, ki dopolnjujejo realni svet, ko si jih nadenemo, in očala za virtualno resničnost, očala, ko se odključimo od realnega sveta in vstopimo v digitalnega. Katera od teh 2 očal, po tvojem mnenju, misliš, da imajo največji potencial? Jaz bi pa tako rekel, v bistvu metavers, jaz mislim, da ne bo samo na eni napravi, da ne bo povezan z pametnim telefonom, oziroma mogoče bo tudi s pametnim telefonom, z očali, z tablico in kakšno drugo napravo. Tako da tukaj potencial uporabe, jaz mislim, da se bo še skokovito razširil. Stvari, za katere zdaj niti ne mislimo, da na njih se da uporabljati metavers, se bo uporabljalo. Prav zaradi te široke možnosti, ki nam jo metavers ponuja. To se mi zdi zelo pomembna opaska, da metavers ni povezan s kakšno naprej določeno napravo, niso to virtualna očala, ni to mobilni telefon, tudi računalnik ni. To je občutek, ki ga dobiš, ko uporabljaš metavers. Zato katerokoli podjetje, ki razume metavers, razume potencial, je lahko uspešno na tem področju. Tudi v primeru, če nima izkušenj z razvojem mobilnih telefonov ali pa virtualnih naprav, oziroma naprav, ki omogočajo dostop do virtualne resničnosti. Jaz mislim, da če se že pogovarjamo o Microsoftu in Meta Platforms, ne smemo pozabiti na izjemno veliko prednost, ki imajo podjetje, ki upravljajo platforme, digitalne platforme, in sicer razumevanje in večletne izkušnje na področju oblikovanja in uporabe izdelkov in storitev, ki so zgrajene na osnovi mrežnih učinkov. In mrežne učinke je to izjemno pomembno za razvoj v digitalnem okolju. Kaj to pomeni? To pomeni, da se vrednost storitve ali izdelka zvišuje
z rastjo števila uporabnikov tudi Metaverse v veliki meri temeljil na mrežnih učinkih. Jaz mislim, da tudi to je treba upoštevati. Katero podjetje ima s tem izkušnje in tukaj seveda je treba omeniti tudi podjetje, proizvajalce iger, ki imajo s tem izkušnje in izjemno veliko znanja. To si že omenil, da igričarska podjetja bodo mogoče celo v privilegiranem položaju. Kukor zmeraj, mislim, da si povedal eno ključnih stvari, razumevanje potrošnika, razumevanje uporabnika je ključno. Ne nazadnje, res je, Facebook ima izjemne izkušnje pri tem, ne, tudi v tej smeri ravno dela, ne. Tako da vidimo tudi po patentih, ki jih je zdaj prijavlja, ne. Tako da absolutno, ne. Jaz bi mogoče tukaj poudaril in se navezal na te digitalne podobe, ne, ki bojo v tej virtualni resničnosti. Ne. Zdaj je bilo mišljenje, da smo mi prisotni nekako na tem Zoomu, na tem Teamsih. Ne. V metaversu pa se bo zgodila ena takih ključnih sprememb, ki jo nismo mogoče si zamislili ali pa kot navaden uporabnik, ne, da bomo imeli avatarje. Ne. To neke naše podobe v tem metaversu. Ne. In ni nujno, da bo to samo ena podoba. Ne. To je tudi ključno. Ne. Bomo imeli eno podobo nekako za službo, za službeni del, ne. Drugo podobo bo za prosti čas, tretji za rekreacijo, četrti za izobraževanje. Ne. In zelo pomembno je, in to bomo videli še fazo razvoja, kako bodo te digitalne figure, digitalne podobe povezane med sabo. In če sploh bojo, lahko da tudi ne bojo. Ne. In druga stvar, ki je, ne, zdaj zanimivo je, da kako bomo mi predstavljali to našo digitalno podobo. Ne. Zdaj smo videli eno zanimivo stvar, da v bistvu tudi na Teamsih, ko se predstavljamo, je pomembno, kako izgledamo na teh Teamsih. Ne. Sogovornik vidi samo našo sliko. Tam v metaversu pa videl figuro, bo videl premikanje, bo videl geste. Ne, se pravi, bo to veliko bolj blizu neki realni podobi. In to odpre celo paleto vprašanj, ne, kako bo to izgledalo, kako bo to delovalo. Ne. Ampak nekako smer, trend, vemo, kam gre. Zato tukaj so pomembna tudi druga podjetja, tista, ki gradijo na vsebini, ne nujno samo tista, ki razvijajo igrice, tudi druge vsebine. Ne. Pa nekako seveda tukaj se zavedamo na koncu, ne, da tukaj bo res veliko podatkov potrebno obdelati, ne, pa shranjevati, pa narediti dostopne. Se pravi, tukaj je pomembno tudi internet, 5G, mogoče včasih 6G. Prej si govoril tudi o vsebinah, ki bodo morali biti del metaversa, zato da metavers postane zanimiv uporabnikom. Pa sem začel razmišljati o intelektualni lastnini, ki jo imajo na primer že obstoječa igričarska podjetja ali pa tudi filmska industrija. Kdo bi rad imel na primer metavers brez Pokémonov ali pa brez Zelde ali pa brez Lord of the Ringsov? Tako da mogoče bo ena od pomembnih stvari pri izgradnji metaversa tudi sposobnost privabljanja korporacij, da postanejo del metaversa, da dovolijo uporabo svoje intelektualne lastnine na metaversu. Vsekakor to je res, ja. Platforme, operaterji virtualnih okolij, ki bodo del metaversa, bodo morali aktivno sodelovati z drugimi podjetji, ki imajo intelektualno lastnino, oziroma so pripravljeni biti del metaversa. Jaz mislim, da zelo veliko priložnosti metavers ponuja za podjetje, kot se recimo Disney, ki ima izjemno veliko intelektualne lastnine. Mogoče v eni fazi bo tudi Netflix postal del metaversa, oziroma vsekakor bo postal. Mogoče celo s tem, da bo ponujal dostop do svoje intelektualne lastnine in ne samo do ogleda filmov. Kaj bi še izpostavil? Ja, luksuzne znamke že imajo izkušnje s sodelovanjem z operaterji virtualnih platform, kot so Roblox recimo Gucci je prisoten na Robloxu. Zdaj, meni se zdi zelo zanimivo in pomembno, Radivoj,
Ko si govoril o Robloxu, si rekel, da je to socialno mreže. Za večino ljudi je to še vedno igra za mladino. Povprečna starost uporabnika je približno 10-12 let, ampak to je več kot igra. To je socialno mreže, oziroma prihodnost socialnega mreže, kjer so lahko prisotna tudi luksuzna podjetja, kot so Gucci. Pred kratkim je nekdo kupil na Robloxu torbico od Gucci in je plačal $4000, kar je več kot cena torbice Gucci, ki jo lahko kupimo v uradni trgovini. Ja, če že govorimo o prihodnosti, danes smo se že pogovarjali o fazi razvoja, težko je oceniti in še vedno. Kakšne faze razvoja metaversa po vašem mnenju se nahajamo? Kako daljena je ta prihodnost? Je to 5 let, 10 let, 20 let? Spet, vem, da je težko odgovoriti na vprašanje, vsaj okvirno. Kdaj bi lahko to videli? Ja, jaz mislim, da je racionalno pričakovati tam 5 let, ne, mogoče 10. Ne. Je pa res, da ta razvoj gre zmeraj bolj hitro naprej. In kakor se nam zdi, da je bil prehod iz mobilnih telefonov v pametne telefone zelo hiter, ne, zdaj gre razvoj še hitreje naprej. Tako da lahko nas to preseneti. Ne. In je pa tudi pomembno, ne, integracija uporabnika, da uporabniki bojo počutili se dobro v tem metaversu, da bojo izražali sebe, da ga bojo razumeli, ne. Potem bo tudi uporabnost tega večja, hitrejša. Ne. Meni osebno je bilo tudi čudno, ko razmišljam, kako nekdo kupi torbico Gucci za €4000 za svojega avatarja, ne, na metaversu. Ne. Ampak ko greš noter, ali pa ko govoriš z mlajšo generacijo, ne, moja hčerka, ki se tudi recimo igra, nje je še kako pomembno, kako ta digitalna figura izgleda. Ne. In potem lažje razumeš, zakaj nekdo v enem trenutku je pripravljen dati toliko €1000 za neko digitalno stvar. Ne. Zdaj, zanimivo je, da bo vrednost teh digitalnih, bom rekel, oblačil, oblek, obutev, okrasnih izdelkov, digitalnih, v nekaj letih vredna kar $50 milijard. Ne. To je res fascinantno. Ne. Ampak, ko se potopimo v to, vidimo, da ni nič nenavadnega in da to je sam nekaj, kar je noter v nas, ne, in da tisto, ne vem, torbico, verižico nima realno v realnem svetu, jo ima pa v bistvu še vedno na sebi, ampak v digitalnem svetu. Ne. In potem, ko to res razmislimo, vidimo, da je to neka normalna evolucija. Ne. Tako. Ja, moje mnenje je, da ni zdaj enoznačnega odgovora, v kateri fazi smo. Za nekatere smo v začetni fazi, za nekatere smo v srednji fazi. In zdaj, če jaz gledam iz mojega stališča, se mi zdi, da smo nekako na pol poti, da posamezniki, v bistvu podjetja, že delajo na tem, da v svoje poslovne modele dajo metaverse tehnologijo. Menim pa, da bo potrebno še ogromno narediti na tehnologiji in na nekak promociji uporabe metaversa. Jaz mislim, da kar se tiče glede programske opreme, da smo že tam, da ni več veliko, kar bi lahko dodali takrat, ko metaverse omogoča skupnosti, da ustvarja, pol je pač na skupnosti, da ustvari ogromno vsebine. Ampak kar se tiče uporabniške izkušnje, se mi zdi, da je tista končna stopnja popolna disociacija z realnostjo in vstop v metaverse z vsemi čutili. Torej, ko bomo postali digitalni ljudje, avatarji. Jaz mislim, da odgovor na to vprašanje je v veliki meri odvisen od tega, kako mi vidimo metaverse. Tako da tukaj se strinjam z Matjažem. Jaz mislim, da metaverse z določenih vidikov je že tukaj. Je že del našega življenja.
Bi se strinjal s kolegi, da je veliko odvisno od tega, kako ga mi pripravljeni sprejeti, kako ga mi vidimo, kako smo mi zahtevni. Verjetno res nismo v tej fazi, ko metaverse izgleda del znanstvene fantastike, ampak se moramo zavedati, da mogoče to ni bistvo metaversa. Aleksander, Radivoj, videl oba dva upravljata premoženje. Pa me zanima, ker govorimo toliko o podjetjih, ki že vlagajo v metaverse in tudi bodoča podjetja, ki bodo vlagala v metaverse. Pa me zanima, a se že splača trenutno vlagati v ta podjetja ali da mogoče še počakamo? Jaz mislim, da odgovor je absolutno da. To je v bistvu se že razvija že več let, kot je bilo povedano, in nekako že vidimo smer razvoja in vidimo doprinos nenazadnje človeštvu, ki ga to prinaša, ne? In jaz mislim, da je absolutno smiselno, da se že zdaj usmerimo. V katera podjetja bi lahko debatirali bolj na široko, ampak mislim, da se že zdaj vidijo tista, ki so zelo fokusirana na to in vidijo prihodnost, bom rekel zelo jasno, vidijo, kje bojo generirala prihodke, kje bojo povezovala ljudi, kje bojo reklamirala, kje bojo prodajala dobrine, storitve in tako naprej, ne. Na drugi strani pa je verjetno kar nekaj še podjetij, ki se še ni rodilo ali pa ki so v fazi startupov in bojo na tem področju še kako aktivne, ne. Tako da tukaj imamo celo paleto. Jaz pa mislim, da ni začakati kakšne popravke na borzi ali pa kakšnega unicorna, da pride, da je že zdaj za narediti domačo nalogo, pogledati in investirati. V prvi epizodi našega podcasta smo se že pogovarjali o investicijskih temah oziroma o tematskem investiranju. In se mi zdi, da je metaverse lep primer investicijske teme. Vidim veliko priložnosti, se mi zdi, da je to zelo perspektivna investicijska tema. Jaz ne bi čakal, bi pa pozorno spremljal, kaj se dogaja na tem področju, bi pozorno spremljal komunikacijo podjetij, bi bil tudi selektiven, oziroma bi probal razumeti poslovne modele podjetij. Se mi zdi, da investicijska tema metaverse je vsekakor lahko del portfelja. Tukaj vidim veliko priložnosti že zdaj. Je pa res, da prihodnje pa moram bo teh priložnosti še več, pa jaz ne bi čakal. Radivoj, Aleksander, če bi lahko ocenila svojo investicijsko prepričanje od 1 do 5 v povezavi z metaversom, kako bi ga ocenila? Čista 5. Bi se kar strinjal, 5. 5, to je pa kar visoka ocena. Pa me zanima, tako v preteklosti, jaz sem mogoče toliko verjela v določeno investicijsko temo, pa je razočarala. Jaz bi izpostavil primer kitajskih podjetij, ki so bila aktivna na področju izobraževanja. Meni osebno se je zdelo, da je to področje, ki se bo razvijalo še več let, zato ker mogoče dostop do izobraževanja. Izobraževanje je izjemno pomembno, zato ta podjetje izboljšuje kakovost življenja ljudi. Z tega vidika se je meni zdelo, da bo to trend, ki bo aktualen še več let, več desetletij. Ampak jaz nisem imel prav. Tako da to je en primer, kjer sem se zmotil. Na Kitajsko smo res veliko stavili, ampak ne moreš pa predvideti, kako bo šla regulacija, kakšno smer bo vzela uradna politika. Tako da to tveganja pri naložbah zmeraj obstajajo in zato mi moramo zmeraj to upoštevati. Tako da, tako kot drugje pri drugih naložbah, tudi pri metaversu obstajajo tveganja in tudi različne poti, po katerih bo lahko šel. Tako da to je treba pri vsaki investiciji upoštevati, ne? Ali je to v delnice, v nepremičnine ali pa karkoli drugega. Zmeraj je potrebno predvideti
kolikor se le da in sprejeti neko odločitev. Ne. Ampak kljub temu, jaz mislim, da tukaj nas čaka svetla prihodnost. Hvala ti za tvoj čas, Radivoj. Hvala za povabilo. To je bil zelo zanimiv pogovor, Radivoj. Hvala lepa. Hvala, Radivoj. Tudi meni je zelo zanimiv, tako da hvala za povabilo in lepo se imejte. Z nami je bil Radivoj Pregl, upravljalec premoženja. Za zaključek pa bi rad povzel, zakaj je Metaverse investicijska tema. Torej, govorili smo, da bomo na Metaversu v prihodnje lahko delali. In za svoje delo potrebujemo programsko opremo. Torej, lahko pričakujemo, da bodo Metaversu še naprej izpostavljena podjetja iz sektorja informacijske tehnologije. Če razmišljamo naprej, bomo za svoje delo zagotovo pričakovali plačilo. In zato je potreben plačilni sistem. Torej, lahko hitro ugotovimo, da bodo Metaversu izpostavljena tudi podjetja iz sektorja financ. Ker smo ljudje estetska bitja in imamo radi lepe stvari, lahko tudi sklepamo, da bomo del našega prihodka namenili tudi nakupu digitalnih dobrin. In te digitalne dobrine, ki bodo na voljo na Metaversu, bodo zagotovo zaščitene s strani blagovnih znamk, ki jih bodo prodajale. Tako da lahko opazimo tudi izpostavljenost podjetij iz sektorja potrošne dobrine. Da bo vse skupaj lahko delovalo, pa bo zagotovo potrebna tudi infrastruktura. Tukaj imamo v mislih strežnike, podatkovne centre, omrežja, torej podjetja iz sektorja telekomunikacije. Ker je tej temi izpostavljeno veliko podjetij iz različnih sektorjev, hitro ugotovimo, da je tema zanimiva tema. Naslednji korak je ugotoviti, kako intenzivno bo vplivala na te sektorje, kako disruptivna bo. Ob vsem, kar smo povedali, smo lahko ugotovili, da je tema zagotovo disruptivna. Spreminjala bo poslovne modele podjetij, obnašanje potrošnikov, način dela, poslovanje in glede na to, da so podjetja, ki vlagajo v razvoj Metaversa, ena izmed največjih na svetu in najbolj inovativnih, zagotovo lahko pričakujemo, da bo Metaverse še kako aktualen vsaj nekaj desetletij. Torej, Metaverse izpolnjuje vse pogoje za investicijsko temo. Metaverse je zagotovo ena od pomembnih investicijskih tem, ki je postala zelo aktualna v zadnjem času in bo še v prihodnosti. Ni pa edina investicijska tema, ki se dotika podjetij, o katerih smo spregovorili. Saj vam bomo v naslednjem podcastu predstavili zanimiv koncept investicijske teme, kateri so tudi izpostavljena nekatera od prej omenjenih podjetij. Prav ste slišali, podjetja so lahko izpostavljena večjim investicijskim temam naenkrat. Poslušali ste Triglav skladi Stockcast. Z vami smo bili Aleksander, Klara in Matjaž.